Zdaj sta z nami strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič in športni komentator Tilen Lamut. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Ambrožič, videli smo prvo reakcijo. Kakšna naj bi bila prva reakcija Luke Dončića, ko je izvedel za to menjavo? Joko naj bi se. Vi ste danes govorili z klubom Dallasom, s tam zaposlenimi. Kaj so vam povedali in kako vidite zdaj po tem pogovoru vso to zgodbo? Tudi za njih je bil to en velik šok. Danes zjutraj so imeli pred nekaj urami sestanek vsi zaposleni z Nickom Harrisonom in pa z novim generalnim direktorjem kluba, kjer so jim obrazložili to odločitev, da za njo stojijo, da so prepričani, da so storili v dobro kluba. Povedali so mi, da je bilo ogromno vprašanj med zaposlenimi, če se zavedajo, da bo to pustilo negativne posledice na poslovanje, na odnos navijačev, odnos sponzorjev. Ampak dobili so odgovore, da se tega zavedajo, ampak da je bila pač sprejeta takšna odločitev, da je to dobro kluba. Ampak bilo je čutiti kar velik šok pri njih, zaskrbljenost, zelo slabo voljo. Jih je pa tudi zanimalo, kakšne so bile reakcije v Sloveniji, kako se je to tukaj sprejelo. Tako da jim ne zavidam. Mislim, da je še posebej med zaposlenimi, tistimi, ki bodo morali braniti obraz kluba v naslednjih tednih, mesecih, nič kaj prijetno obdobje. So vam kaj povedali, zakaj menijo, da je to storjeno za dobrobit kluba, oziroma kaj vi menite po teh dveh dneh? Bila je očitno odločitev lastnikov, bi rekel bolj lastnikov kot pa vodstva. Seveda vodstvo je tisto, ki potem mora to izvršiti. Verjetno so si preračunali, da bi ta Supermax pogodba enostavno klubu vzela manevrski prostor za ostalo. Pač sistem NBA je res specifičen, redko kateri klubi lahko sklenejo z igralci pač tako pogodbo, samo s tistimi, ki so res od začetka kariere v klubu, v NBA-ju. In očitno so novi lastniki, ki imajo tudi relativno malo izkušenj iz tega področja, ocenili, da bi bilo to veliko finančno breme pri razvoju kluba. Takšna je njihova razlaga. Mislim pa, da so zelo podcenili, kaj je Luka kot obraz franšize pomenil za samo znamko, za vrednost. Lepo se vidi to, koliko jim je že upadlo število sledilcev. Dallas se bo težko prebil nazaj med takšne franšize, tako močne, kot je bila z Lukatom. In mislim, da bodo tudi igralci, te veliki, ki bodo skušali pritegniti v klub, se zavedali tega, da so tam samo figurice šahovske, s katerimi upravljajo lastniki, in da Dallas ni neko okolje, v katerega bi se želeli priti. Gospod Lamut, kaj je to, kar gledamo zadnje dva dneva? Ena največjih izdaj v zgodovini franšize, kot pravijo navijači Dallasa, ali izjemna priložnost za Luko Dončića, da osvoji NBA prstan in se zapiše med nesmrtne zvezdnike NBA-ja kot igralcev kluba, kjer so igrale največje zvezde svetovne košarke od Kobija Bryanta do Shaquilla O'Neala? Jaz mislim, da je najverjetnejša ta kombinacija obeh. Če bo šlo vse po sreči oziroma na način, kot si ga Luka zagotovo želi, bo to za njega izjemna priložnost, da osvaja prstane z franšizo, za katero najverjetneje vsak mlad košarkar želi igrati. On bo imel priložnost, da se tam druži in igra skupaj z LeBronom Jamesom, za katerega je velikokrat rekel, da je tudi njegov idol oziroma njegov vzornik. Po drugi strani pa na nek način izdaja Dallasa z vidika lastnikov oziroma GM-a Nicka Harrisona. Jaz sem včeraj imel priložnost govoriti s kar nekaj ljudmi iz Dallasa kot navijači in novinarji tam. In šok, ki so ga oni doživeli, je bil sigurno vsaj takšen, kot smo ga mi zjutraj v Sloveniji, če ne mogoče še večji. In vidimo, že 2 dneva se vse skupaj v košarkarskem svetu in širše vrti okrog tega, kaj se je zgodilo, ker enostavno s takšnimi košarkarji, kot je Luka, se na tak način enostavno ne ravna. In kot je Tomaž že rekel, to je tudi eno opozorilo vsem naslednjim igralcem, ki bodo prihajali v Dallas, da mogoče tam nimajo svojega mesta zagotovljenega, ker z mogoče najboljšim igralcem na svetu se enostavno ne ravna na način, da se mu ne ponudi nove pogodbe oziroma se ga zamenja, brez da bi ga se o tem obvestilo, se z njim o tem pogovarjalo oziroma da bi on to želel. In tu mislim, da je to en velik madež za Dallas, ki se, si upam trditi, ne bi zgodil, če bi franšizo še vedno vodil Mark Cuban. Je morda, gospod Ambrožič, ne dobro izhodišče, morda tukaj zadaj tudi politika. Cuban je demokrat, je proti Trumpu, nova lastnica, Trump jo je celo odlikoval v prvem mandatu. Je šlo morda tukaj tudi za čiščenje vsega, kar je Cuban postavil, in to je bil Luka Dončić in vsi okrog njega?
Zagotovo so novi lastniki želeli si stvari postaviti po svoje. Zamenjali so tudi izvršnega direktorja kluba, bila je direktorica Cynthia Marshall. Mark Cubanu je bilo, kolikor smo slišali v začetku, obljubljeno, da bo skrbel za športne operacije, pa so potem se očitno odločili drugače. Mislim, da vendarle želijo pokazati, da je klub njihov, da bo klub takšen, kot so si ga oni zamislili. Na drugačen način so popolnoma drugačni lastniki, brez tega močnega navijaškega športnega odnosa, ki ga je imel Mark Cuban do celega kluba, do posameznih igralcev. Z njimi je stkal res osebne, prijateljske vezi. In njihovo razmišljanje gre v drugo smer. Ljudje so različni, njih zanima samo denar, biznis. In ja, očitno bo Dallas zdaj postal drugačna franšiza, kot je bila v preteklosti. Gospod Lamut, zakaj se s takim igralcem, takega kova, takim zvezdnikom, kot je Luka Dončić, ne dela tako, kot je storil Dallas? Zato, ker so to igralci, ki ti prinašajo dobesedno milijone oziroma milijarde v tvojo blagajno. Kot je rekel Tomaž, tudi če gledamo iz čistega finančnega vidika, je to odločitev zelo težko razložiti. Jaz bi rekel, da je šlo tukaj tudi za mogoče en tak power move oziroma ego potezo vodilnih v Dallasu, ker Luka je dejansko bil še zadnji iz tiste prejšnje garniture, če temu tako rečemo. Ostali so vsi v bistvu ekipo že zapustili, od nekdanjega kondicijskega trenerja, za katerega so vsi govorili, da je najboljši v ligi NBA. V bistvu so vse zamenjali in Luka je bil ta zadnji delček. Zakaj so se, jaz osebno mislim, da nikoli ne bom mogel razložiti ali pa najti dovolj velikega vzroka, da košarkarja takšnega kova, ki v bistvu te je na eni nogi pripeljal do finala lige NBA, 3 leta nazaj do finala konference, tudi če govorimo o tem, da kondicijsko ni najboljše pripravljen, da bi lahko zadeva bila boljša, se lahko na nek način s tem strinjamo, ampak kaj bi šele bilo, če bi bil, če sprejmemo to dejstvo, da mogoče kondicija ni na tako visoki ravni, kot bi si želeli. In poteza, ki so jo naredili, in ogorčenost navijačev v tem trenutku, mislim, da pove največ o tem, kaj si mislijo in zakaj se s takim igralcem ne ravna na način, kot so to ravnali predvčerajšnjim v Dallasu. Gospod Ambrožič, dolga leta ste že v športu, v športnem marketingu. Ali ste kdaj mislili, da bo prehod kateregakoli slovenskega športnega zvezdnika, ne vem, tako osupnil, da bo o njem pisal cel svet? Tako kot zdaj v Luki. Ne, iskreno ne. Včeraj so v bistvu svet odmevale 2 novici, uvedba carin strani ameriškega predsednika Trumpa in pa ta prestop. Ja, to je še en dokaz, da v bistvu kako pomemben je šport, kaj vse se vrti okoli njega. Ampak moramo gledati na nek način tudi pozitivno na to novico. Se to me zanima. Kaj vi mislite? A je v resnici, čeprav zgleda, da mogoče da se to ne dela, gospod Lamut je dobro povedal, zakaj ne, ampak ali je to tudi nova priložnost za Luko? Vendarle gre v klub, kjer so igrali največji zvezdniki. Jaz celo mislim, da so se oni tega tudi zavedali, da so mu storili na nek način eno krivico po eni strani. In kajti dejstvo, da so se oni pogovarjali izključno za Lakersi, da niso v bistvu izkoristili tega trejda za to, da bi klub dobil bistveno več, kot je dobil, na nek način govori o tem, da je bila pri njih prisotna ta slaba vest in konec koncev, če bi Luka imel možnost izbirati, kam bi odšel, bi zagotovo odšel v Lakerse, tako kot je Tilen povedal, tam igra njegov vzornik. S tem so mu to omogočili. Na nek način jim bo morda Luka čez čas hvaležen, čeprav verjamem, da je bil hud šok za njega zaradi načina, kako so to izvedli. Ampak ja, to je popolnoma druga dimenzija. Jaz mislim, da je to tudi za Slovenijo kot državo, za slovenski šport eno izjemno priznanje. Še posebej, če imamo v mislih, da bosta zdaj 2 Slovenca glavna obraza franšize, ki obe igrata v isti dvorani v Staples Centru v Los Angelesu. To je nepredstavljivo tudi za ostale veliko večje države, da bi imeli v tako velikem mestu, drugem največjem ameriškem mestu, 2 predstavnika svoje države, ki sta v Ameriki nosilca franšiz, 2 franšiz v Los Angelesu. Anže Kopitar in Luka Dončić. To je fenomen, svetovni fenomen, ki potrjuje, kako močni smo Slovenci v športu. Gospod Lamut, kaj pravite na to, prikimavate in kdaj naj bi Luka Dončić prvič zaigral in njegova tekma z Dallasom 27. tega meseca, če se ne motim, bo še posebej podrobno gledam? Ja, jaz mislim, da je vse skupaj, kar se je dogajalo v teh 2 dneh, je seveda ogromen šok, ampak ko se bo ta šok
nekoliko polegel oziroma pomiril. Jaz mislim, da bomo vsi videli, da je to ena izjemna priložnost. In v bistvu na nek način se je časovnica Luke Dončića in njegovega nadaljnega vzpona med največje zvezdnike na svetu, tudi celebritije, ne samo športne zvezdnike, v bistvu zgodil s tem prestopom v Los Angeles. Vsi vemo, to je Hollywood, tam so največje zvezde in on bo zdaj imel priložnost biti glavni obraz ekipe, ki ima po svetu, upam si trditi, največ navijačev od vseh. Kdaj bo dejansko zaigral za Lakers, je težko napovedati. Luka še vedno sanira poškodbo. Zdaj, kolikor so točne informacije, naj bi ta poškodba bolj kot ne sanirana bila. Moramo se zavedati, da prihaja All-Star vikend v ligi NBA, torej čez 13 dni oziroma čez 2 tedna. Se bodo odločili že pred tem, da mu ponudijo priložnost na kaki tekmi odigrati, okusiti to igranje v zlato-vijoličnem dresu, kot oni rečejo, ali ne, je še vedno vprašanje, ampak v vsakem primeru pa mislim, da niti slučajno ne bo želel spustiti tekme 26. februarja oziroma po našem času, mislim, da 27. februarja, ko v Los Angeles prihaja Dallas in če ne prej, zagotovo po All-Star vikendu, po tekmi zvezd, Luka začenja to novo poglavje z LeBronom Jamesom, ki mislim, da bo končno oziroma je končno dobil svojega naslednika na način, da ima soigralca, ki mu bo pripravljen podati oziroma predati vajeti igre ekipe, kar se do zdaj v njegovi 22-letni karieri še ni zgodilo, ampak če to ne bo naredil za Luko Dončića, pol najverjetneje ne bo nikoli za nikogar. Gospod Ambrožič, se v Los Angeles seli tudi promocija Slovenije? IFL Slovenija, sodelovali ste pri tem v Dallasu, v Teksasu? Ja, 4 leta oziroma skoraj 5 let je trajalo sodelovanje, ki mislim, da je pustilo kar, bom rekel, dobro sled v Teksasu, v Dallasu. Mislim, da je bilo sodelovanje izjemno korektno s klubom. Trudili so se v bistvu narediti vse. To je bil izkaz nekega dodatnega spoštovanja za Luko. Vsi, ki smo se tam sodelovali, smo bili ne samo dobrodošli, ampak praktično vse, kar smo na nek način želeli, predlagali, je bilo realizirano. Ja, verjetno je razmislek, tudi slovenska turistična organizacija je sama priznala, da v zadnjih letih to partnerstvo z vrhunskimi slovenskimi športniki res daje sadove. Tudi odlično moram reči, da to izkoriščajo ves ta potencial, ne samo z Luko, tudi s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Janjo Garnbret in ostalimi. In verjamem, ja, ponuja se bistveno večji trg, še bolj zanimiv, tako da Ljubljani so ameriški turisti že danes tretji najbolj številčni, vsaj v letu 2024, in ameriški trg vanj je vredno vlagati, brez dvoma. Najlepša hvala obima, da sta bila naša gosta. Hvala lepa.